iskrena hvala gospodu Lojzetu Peterletu za nežne misli in izrečene besede. Nadaljujemo s kulturnim programom, ki mu bo sledila podelitev Ehrlichovih priznanj in medalj. Mineva 77 let od poletja 1942, ko so se šentjoški možje in fantje odločili, da se bodo uprli nasilju, ki ga je Faro prinesel komunizem. Ustanovili so vaško stražo in dokazali, da lahko obranijo svoje domove, narod in vero. Davek, ki so ga za to plačali, je bil velik. Darovali so svoje življenje. Njihova smrt pa je pomenila tudi izgubo za družine, žene in dekleta. Mnogo mladih deklet je tako izgubilo svoje fante. Niso si mogle ustvariti družin. Nekatere so se celo zaobljubile, da bodo ostale neporočene in svojim fantom zveste do smrti. Ena izmed mnogih je bila Štefancova Mici. Mici, nos imaš pa god. Sem ti eno pesemco napisal, da me boš imela malo bolj rada. Marija brezmadežna, tvoja patrona. Ime imaš njeno, imejše srce. Cvet njene časti čez mladostne steze, krasi naj te loti, naj dušo ti krona. Igra se brezbožnik slovensko krvjo. V teh dneh vero, dom, naš hoče zatreti. Spomin na te boje, ko nočemo umreti. Pričoča naj knjiga, budite skrbjo. Obojmu spominu naj ti ta godovni dar služi. Marija nebes in Marija sveta. Isti, svetjošt, varuh najnih rodnih parad, naj pa v ljubezni Marijo in Jožefa združi. Zdaj pa odhajam, pa ko se vrnem se poročiva. Pa ostani mi zvesta. Judenburg, 10. oktober 1945. Danes je praznik rožnovenske Matere Božje. Pridigar je govoril o vdanosti v Božjo voljo, da moram tudi jaz tako misliti. Res, če Jožeta ne bo več med živimi, bom še najbolje preživela, če bom potrpela in se vdala v Božjo voljo. Jože, Jože, kje si? Moje srce te še zmerom išče in te ne najde. Še huje mi je sedaj, ko ne vem, ali si živ ali si mrtev. Deklica,
Štefancova Mici. Ena izmed mnogih, ki so izgubile fante med gozdovi, brezni in globinami slovenske zemlje. V sebi so nosile mladost, hrepenenje in ljubezen, a je bilo vse z enim strelom pokopano. Fantom so ostale zveste, zato so se odločile za samskost. A ne v zagrenjenosti in žalosti, v novem poslanstvu je teklo njihovo življenje. Stopile so na pot preizkušenj in kljubovale nasilju povojnih oblasti. Dozorele so v svoji poklicanosti, prevzele nase številne naloge, skrbele za preizkušene in ostarele starše, mlajše brate in sestre, za ohranitev domov in kmetij, za delo v farni skupnosti. Tiha, a močna opora mnogim šentjoškim družinam. Danes jim v hvaležen spomin dajemo zahvalo za trenutke, ko so zmogle reči zgodi se. Ko so tako gradile naš skupni dom, našo samostojno Slovenijo, naš dom brez mej.